Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo spoznali prav posebno knjižno junakinjo. Majhno uš po imenu Uli, ki je nekega lepega dne padla z glave svetlolase deklice in se odpravila iskat novo kosmato bivališče. Med svojim popotovanjem pa je odkrila marsikaj nenavadnega. Le kje bo Uli našla svoj novi dom? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo še eni pravljici iz zbirke Drobižki z naslovom Uš Uli. Nekega lepega dne je Uš Uli padla z glave svetlolase punčke, ki se je igrala na vrtu. Na vso moč je kobacala, da bi spet dosegla mehko kodrasto zavetje, toda punčka je že odšla. Uli je pobrala svoje raztresene reči in tudi dežnik, ki jo je branil pred penečo se milnico in pekočimi šamponi. Potem se je odpravila iskat nov dom, ki bi malo manj poskakoval. Na poti je srečala čmrlja Brundka. Tako je izkoristila priložnost in ga povprašala, če mogoče pozna kakšnega starega psa, na katerem bi lahko stanovala. Brundek je odgovoril, da na vrtu nikoli ni videl ne psa, ne mačke, niti kakšne druge žuželke te vrste. Svetoval ji je, naj povpraša Adelo. Uli je pokazal njeno hišico. Poleti so čebele malokdaj doma, in tega dne je bila tudi Adela z doma. Šmir, je rekla Uli. Kar sama se bom morala znajti. Pozdravljen, Brundek, kakšen lep dan, je rekla Adela. Pozdravljena, je rekel Brundek in jo začudeno pogledal. Sem mislil, da si doma. Zakaj pa? Je Adela radovedno vprašala. Ker te doma nekdo pričakuje, nekdo, ki je grd kot uš. No, lepa reč, je rekla Adela in se zamislila. Če je nekdo grd kot uš, je gotovo uš. In uši imajo rade med, je menil Brundek. O ne, pa ne mojega medu, je zavpila Adela in odhitela domov. K sreči ni manjkal niti en lonec. Sredi noči je Adelo zbudil sumljiv ropot. Prižgala je svečo in se odplazila iz sobe. Hotela se je prepričati, da uš ni vdrla v njeno omaro z medom. Nikjer ni bilo nikogar, torej se je vrnila v sobo, upihnila svečo in zlezla nazaj v posteljo. V resnici pa je ropot prihajal od zunaj, ker je Uli popravljala zapuščeno bajtico v bližini Adeline hiše. Prva reč, ki jo je Adela drugo jutro zagledala, je bila uš, ki je ravno pribijala tablo z napisom Frizerski salon Uli. Adela je bila lišpava in je še istega dne odšla k frizerju. Lahko vas počešem malo bolj mladostno, je rekla Uli in se vrtela okoli Adele. Ko je končala, je ponosno podržala ogledalo z vseh strani. Čebela si je ogledala svojo novo frizuro. Rekla je samo, to je pa res sprememba. Bila je nestrpna, da se pokaže vsem svojim prijateljem. Srček, si danes počesana kot čopič? Jo je vprašal Brundek. Ne, kot palma si hotel reči, je glasno ugovarjal metulj Matiček. Hvala no, je zagodrnjala čebela.
Adelini prijatelji so imeli z njeno frizuro svoje veselje. Medtem pa je Uli obiskal vrtni palček. To je bil precej radoveden palček. Sklonil se je, rinil glavo skozi vrata in zavpil: "Je kdo doma?" Še tisti hip pa je naša uš poskočila in se skrila v njegovo brado. Zato Uli tudi ni bilo doma, ko je Adela vsa besna prifrčala nazaj do nje. Na poti je srečala le vrtnega palčka, ki se je živčno praskal po bradi. Čudno. Uli pa si le po dolgem iskanju našla svoj novi dom. Super! A moram priznati, da se mi ubogi vrtni palček kar malce smili. Namreč uši so sila nadležna tegoba. A v tej zgodbi se je izkazalo, da imajo tudi uši svoj čar. Ulina pustolovščina nas uči, da včasih potrebujemo veliko potrpežljivosti in poguma, da najdemo tisti pravi kotiček. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim pravljicam iz serije Drobižki. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi Uške Uli. Čau, čau. O, ti Uli, ti.